Dajmo zdaj mi na hitrico nekaj razčistiti. Jaz osebno sem mnenja, da sem dobil najboljše darilo za božička. Kdo je poskrbel za to darilo? Iron Star, ne? V glavnem bomo se kar prvo osredotočili na to, zakaj je moja kletka srebrna. Zaradi tega. Vremenske razmere pri meni so pač take, da enkrat je 36 stopinj, drug dan je pa -16, ne? In pač Iron Star, vsi pač, ko tam rihtajo zadeve, so zrihtali, da je moja kletka pocinkana. Zato je tudi srebrna in zato je tudi na mojo srečo one of a kind, kar mi je zelo všeč. Pa tudi se mi zdi, da je malo lepša od črne, no. V glavnem cink bo poskrbel za to, da se moja kletka ne bo, oziroma da vreme ne bo uničilo moje kletke. Bom v vlogu sicer razložil malo več, zakaj bi to kletko imeli, nasploh zdaj med to korono, ampak v glavnem tekle izgledajo tudi za nalaganje. Ful gladko lepo drsijo. V glavnem palce sicer še nimam, ampak si jo bom zdaj mogel kupiti. Pa tudi meni je všeč zaradi tega, ker ko imaš ti enkrat kletko zunaj, ne, lahko treniraš v oteženih pogojih, tako je na primer tole. Mokra štanga. To pomeni, da bo bolj drselo, to pomeni, da bo grip bolj delo. Vlogo bom povedal več, to je samo tako, da se na začetku vidi, ampak ja, jaz še vedno mislim, da je to najboljše darilo za božička. Dober dan, dobrodošli v novem vlogu, ki je v bistvu predstavitev moje nove opreme za trening. Zdaj na hitro ste itak že videli, o čem govorim, se pravi o reku od firme Iron Star, ko sem ga dobil za božička. Načeloma tule zdaj ni nekaj za filozofirati. Tisti, ko hočete trenirati, pa vam lastna teža ni dovolj, oziroma hočete delati še kakve vaje, ko se jih mogoče sam z lastno težo ne da, ker pač take vaje so, priporočam, da greste zdaj na Iron Star stran. Bom dal link tudi v opis, da bo malo lažje, pa tule gor se bo zdaj kakšna slika pokazala. Kjer si pač lahko pogledate pol kako ponudbo imajo, nimajo samo tega reka, ko ga imam jaz, teti rek osebno je pač meni najljubši. Zdaj na pametnem rek mislim, da se imenuje SQ2300, nekaj takega. V glavnem bom tule gor delil sliko, pa tudi link od spod pa vse. Imajo tudi take, naprimer en, ko mi je ful všeč, je zložljiva verzija, ko je za v hišo, da ne rabi biti oddunte, ko je moj. Je pa moj pač bolj carski, po mojem mnenju, glih zaradi tega, ker so pač ga naredili na tak način, tako sem že prej v videu omenil, da je v bistvu pocinkan. To pomeni, da pač weathering, kako se temu reče po slovensko, podnebne spremembe pa podnebje ne bo neki ful vplivalo na njega, no vsaj ne bi smelo, glede na to, da je pocinkan. Skratka, ja, pač ne vem, kaj bi še v bistvu tule sploh dodal. Meni je teti moj všeč zaradi tega, ker je ful stabilen. Naprimer, jaz nimam nobene obtežitve, nikamor ni prišraufan, samo stoji pač na mestu na moji terasi in lahko delam, naprimer, se boste videli pol, ko bom zdaj naprej še pač pokazal trening, ko sem ga naredil prvi trening. Lahko delam, naprimer, muscle-upe, pa to pa se ne premika, pač nič ni nestabilno. Zdaj pa, če bi ga hotel še bolj stabilnega narediti, imajo pa milijon različnih opcij. Lahko si ga daš v steno, lahko si ga daš na tla, lahko ga obtežiš lahko ga narediš bolj stabilnega z določenimi dodatki, ker pri Iron Star firmi, naprimer, mi je tudi ful všeč, naprimer, ti si izbereš nek rek ali pa stand, karkoli, in pol lahko custom made-daš sam sebi neke dodatke, ko jih ti hočeš, in se pač ti pol zraven gor pojavljajo na internetni strani, to tudi lahko greste sprobati, in pol si pač naročiš tiste dodatke, ko ti rabiš, in si lahko dejansko customiziraš za čist individualne potrebe. Teda ja, to je to. Danes si bomo pa v bistvu pogledali prvi trening, ko ga bom delil, verjetno bom delil na vsake 2 do 3 tedne ob sobotah, po moje en trening, ko ga lahko delaš z tem Iron Star rekom, ko ga imam jaz trenutno. Današnji trening bo pa v bistvu, po mojem mnenju, najbolj univerzalen. Zdaj, to je samo moje mnenje, zaradi tega, ker vsem so druge vaje všeč, na vse bojo iste vaje drugače vplivale. Se tudi razlikuje od osebe do osebe, kaj hoče razvijati, kje ima asimetrije razvite, pa mora popraviti. Teda, to je za moje telo, po mojem mnenju, najbolj optimalen trening za moč trupa in ramenskega obroča, pa nasploh zgornjega dela. Dejansko se sam noge ne vključujejo zraven, pa še to se malo neki, ko pač mora stabilizirati. Ampak predvsem rečemo, trup pa zgornji del je tudi trening kar tak univerzalen za veliko koga lahko.
Ok, zdaj bomo pa v bistvu tako naredili, da se bojo tule ali pa tule, se bojo vaje gr kazale, ko sem jih pač posnel, jaz sem pa zraven razlagal, kako se naredi. V link bom delil, oziroma v opis bom delil še ogrevanje, ko ga jaz delam prej, ko sem ga v bistvu tudi že posnel, ali pa se bo tule gr zdaj pokazal tak siva ikonica, ko lahko klikneš, da v bistvu veš, kako se lahko ogreješ tudi prej. Tako da ja, kaj moramo pa v bistvu čisto v vseh vajah paziti, predvsem ko se gre za pull-upe oziroma neke potege na štango, je v bistvu prva stvar je, da se vsak poteg dejansko izvaja v dveh gibih in prvi gib je depresija v lopaticah, pol se pa šele naredi poteg. To se bo verjetno, če boste pozorni, se vidi, ko naredim, na začetku je sam centimeter, dva tak gib z lopaticami, da jih v bistvu potegneš dol, pa aktiviraš tule mišice, da jih potegneš malo na noter. In to se pač na videu vidi še posebej v zgornjem delu. To je prva stvar, ko morate paziti pri vseh vajah. Pol je pa še ena stvar, ko bi jo jaz pazil, v bistvu, ko jaz delam zdaj, tet princip treninga je v bistvu na razvoju moči in delam izometrični zadržek, sekundo približno dobro, oziroma slabe 2 sekundi v zgornji poziciji. Se pravi, vedno, ko pridem z brado nad štango, zadržim, počakam sekundo, 2, pa spustim pol z nadzorom. Se pravi, vedno se spušča z nadzorom, pa čist pri vsaki ponovitvi je od zgor zadržek nad štango. To je pa v bistvu zaradi tega, ker so raziskave pokazale, oziroma ne morem reči raziskave, jaz sem bral eno raziskavo ful dobro, ko je v bistvu pokazala, da klasična hipertrofija v primerjavi z isto hipertrofičnim načinom izvajanja vaj, s tem, da so v eni skupini dodali izometrični zadržek v spodnji položaj, naprimer počepa. In so ugotovili, da je prišlo do 20-30% večjega prerastka moči pri skupini, ki je delala izometrično kontrakcijo. Izometrična kontrakcija v bistvu itak sestavlja vsak gib, ampak tule jo mi še bolj v bistvu poudarimo. Izometrična kontrakcija je, ne vem, kako bi jo v bistvu opisal. To je najmočnejša, najhitrejša hotena kontrakcija naših mišic. To je ona, ko gremo mi v počep, ko pridemo navzdol, tisti del, preden se mi začnemo dvigati nazaj, tisti del vmes, ko se za delček sekunde ustavimo, to je izometrična kontrakcija, če si boste mogoče lažje predstavljali. Teda, to je zdaj v bistvu delam, oziroma to je poudarek skoraj na vseh mojih treningih, kjer se da, predvsem pri razvoju moči, pa predvsem pri, naprimer, treningu z lastno težo, naprimer na tem reku. Ja, pa še ena stvar je, to ga jaz itak bolj ko ne delam pri vseh svojih vajah, pa pri svojih strankah, poudarek na tiltu medenice. Zdaj, veliko kdo mi reče, da ne govorim prav, ko govorim notranja rotacija medenice. V bistvu hočem, samo da se bo videlo pri izvajanju vaj, ko jih delam, da je medenica zarotirana naprej. Ne rabi biti zdaj čist zarotirana, da je čist zaklenjena, pač kolikor naprej moramo, ampak samo toliko, da je približno v nevtralnem položaju, zaradi tega, da je aktivirana. To jaz bolj ko ne sem začel izvajati zaradi tega, ker pač sem imel preveč medenico v lordozi, oziroma pač celo hrbtenico in se mi je pač pojavila hernija v spodnjem delu, pa napokana vrtenca, in ko sem začel to delati, sem prvo dobo večjo moč v drugo pa tudi hernija me zdaj ne boli več, tako da, pa to je zdaj že en cajt, ampak sam tek. In zdaj pri vseh strankah to poudarjam, pri vajah, ko je pač to potrebno, kar je v bistvu večina vaj. To je to, zdaj pa gremo na prvo vajo. Prva vaja je v bistvu klasični pull-up z nadprijemom. Nisem videl nobene raziskave, da bi bilo to kaj boljš, ampak meni tek paše. To v bistvu ni za nič posebnega, v bistvu tiste stvari, ko sem jih prej omenil, pa tule bi lahko mogoče omenil še, pa načeloma pri vseh pull-upih, ko se spustim, naredim dead hang. Zdaj ne vem, kako se bi to po slovensko reklo, mrtvo visenje. To pomeni, da se z nadzorom spustim do tam, ko mišica neha več držati, pa se v bistvu malo še povesiš na tetive. Zdaj, to začetnikom, naprimer, ne bi priporočil, dokler da nimate nadzora nad svojim telesom, zaradi tega, ker tam, ko mišica več ne drži, veliko koga vidim, da v bistvu spusti, pa se kar nasloni na ligamente in načeloma oziroma na tetive in lahko pride do kakšne poškodbe. Jaz v bistvu to naredim zaradi tega, da res pač naredim range of motion tak, pač največ, ko ga lahko moje telo naredi in se moram pol spraviti iz tiste lukne, teda je še malo teže. Ampak še vseeno, ko imaš nadzor, jaz priporočam, da se to dela. Ko pa še nimaš nadzora pri začetnikih, ali pa če greš do nekega res maksimalnega mišičnega utrujanja, pa mogoče ne je bolj zaradi tega, ker lahko pride do poškodbe. Ampak spet, to je čist individualno. Naslednja je v bistvu kompleks dveh vaj, ni glih zdaj super set, kakorkoli hočete to pojmati. V glavnem je kompleks za trebušne mišice, ko je meni ful všeč. Prva je hanging leg raise, fora je tule tudi pač, tule edino včasih spremenim grip, da ga imam iz nadprijema, gremo v klasični Viliča sprejem ali kakorkoli se že imenuje, zaradi tega, ker mi zapestja pomagajo, da je trup čist around, ker hočem gib izvajati sam iz kolka. In zdaj, mogoče bo za koga to zanimivo, ko ti visiš,
pa ko noge dvigneš do sem, šele od tu naprej začnejo delati predvsem trebušne mišice. Do sem dela ena mišica iliopsoas, ko gre tekle vzadi iz hrbtenice naprej. Pa to pazim pri teti vaji, da ko prijem iz odzgor, na grla grem malo hitrej, ko pa se vračam navzdol, probam narediti pa s takim nadzorom vajo, da se od spod noge ustavijo v tem položaju. Direktno v medvedjo hojo, ja, bear crawl, je pa v bistvu fora to, da je začetna pozicija ful pomembna. Hočemo imeti dlani direkt pod lopaticami, pa kolena direkt pod kolki. Se pravi, naredimo dejansko 90-stopinjski kot v kolku, pa 90-stopinjski kot v ramenskem obroču. Pa naredimo ful močno notranjo rotacijo medenice, kolikor jo lahko, oziroma notranjo rotacijo, medenico zatiltamo naprej, zaradi tega, da se nam odzad medenica poravna, oziroma še celo malo gre v krivino. Lopatice pa aktiviramo proti stropu, zaradi tega, da se aktivirajo seratusi. Ko je pozicija narejena, začnemo hoditi. In tak dolg korak, ko naredi desna roka, moramo pol v bistvu z nogo približati. Zaradi tega, ker nočemo, da ko mi naredimo, ne vem, 7 korakov naprej ali pa 8 korakov naprej, da smo na koncu raztegnjeni. Skozi hočemo vzdrževati 90-stopinjski kot v ramenskem obroču, pa v kolkih. To je v bistvu cela filozofija. V glavnem, ti dve vaji se delata brez pauze, pol pa je pač pauze, kolikor rabiš. Naslednja je v bistvu še en kompleks, ko mi je ful všeč, in to so široki pull-upi pa sklece. Zdaj, pri širokih pull-upih, tu je potrebno še bolj paziti, da se prvo naredi una depresija v lopaticah in pol šele se izvede potek. Isto se dela izometrični zadržek od zgor, isto se je aktivirana medenica skozi, zaradi tega, da pač ne prihaja do neke lordóze. To je cela filozofija. Pač spet spuščamo se z nadzorom, pa spet se spustimo tako, da čutimo latissimus, da res ga čist raztegnemo, kolikor se da. In pol to združim direkt z sklecami. Zdaj pa, sklece načeloma izdelam še čist malo višje, se pravi negativne sklece, da pride še večja sila na ramenski obroč, in jaz jih izvajam na tak način, da za vsake dve spremenim postavitev zapestij pa širino. Se pravi, prvo naredim normalne, se pravi klasične sklece, pol grem v tak grip, pol moram itak na drugi strani narediti isto, pol grem v široko, pol grem skupaj v diamond skleco, pol grem v skleco za, kao da je bolj za biceps, ampak se to je meni načeloma čisto vseeno. Mislim, da je to to. Ok, naslednja vaja je v bistvu muscle up. Načeloma je lahko izvajajo čisto vsi, tudi tisti, ko so malo bolj proti začetniki, glih ne, zaradi tega, ker nimajo takega nadzora na telesu, ampak tudi tisti, ko so bolj šele začeli, malo bolj vrejo delati. Se vidite, če pogledate mene na posnetku, muscle upa še ne morem narediti vredite, ko je treba. Neki se z levo roko čez skucam čez ono štango, ampak poudarek je na ekscentriki. Se pravi, ko se jaz dvignem gr, naredim položaj, stisnem medenico in pol grem z najbolj počasno možno hitrostjo, kolikor se da v spuščanje. Se pravi, delam dejansko negativne muscle upe, to je v bistvu ekscentrična vadba. Cilj pri teti vaji mi je, da grem tik ob štangi, ampak da se je ne dotaknem. Pri prvi ponovitvi mislim, da se vidi, ko mi majico malo gr potegne v čist začetnem delu, to sem se že preveč približal štangi. Pri drugi ponovitvi, na primer, mi pa ne. Se pravi, čist ob štangi, ampak se ne naslanjam na njo, da res dela sam tisto mišiče, ko pač hočem, da dela. Načeloma na tak način mogoče malo prej lahko prideš do nekega lepega muscle upa. V glavnem, to je to pri muscle upih. Naslednja ena vaja, v bistvu, ko jaz izvajam za moč ramenskega obroča, pa mogoče za zgornji del hrbta. Fora je samo, da ko se ti, ko dvigneš gr, mora hrbet držati pa ramenski obroč izometrično kontrakcijo. In zdaj pač, da ni dolgocajtna vaja, pa držim sam tu odzgor, grem iz enega ramena do drugega, tako da se še malo vključijo druge mišice. Bolj je pomembno, da tisto, ko mi dvignemo nad štango, ko imamo medenico zarotirano, ko je trup napet, pa rame lepo skup zaprte, oziroma prsni del se nam ne odpira, da to lahko mi držimo. In zdaj, lahko delaš na tak način, da pač sam držiš štango, pa si tu. Meni je pač bolj zanimivo, če grem še od ene do druge pač dlani, zaradi tega, da še mogoče vključim malo druge mišice zraven. Ni tako lahka vaja, je pa fajna. Ok, in pol sam na koncu še zaključim v bistvu z mešanim prijemom. Tule imam ful več moči, zaradi tega, ker itak chin up je ena izmed lažjih vaj, po mojem mnenju. Pa malo več moramo imeti nadzora nad trupom, da naprimer, ko smo tu, nas ne zasuče v to smer, da je trup lepo poravnan, in pol, ko naredimo obratno, isto. Tako da, sam zaradi tega, da še malo izzovem telo, pa tudi to dam na koncu, glih zaradi tega, ker sem na koncu itak najbolj utrujen in najlažjo vajo si dam za na koncu, da jo lahko naredim še lepo, tako je treba. Zdaj pa, če koga zanima, kak jaz te trening izvajam, jaz naredim v bistvu tako, da vsi pač potegi, ko jih izvajam, jih delam po principu 4 do 6 ponovitev z izometričnim zadržkom, 4 do 5 serij. Pač, da vidim, kako se ta dan počutim, probam pač narediti čim več, kakor se da. Pauza je taka, da ne gledam na cajt, ampak gledam na percepcijo, naprimer, da sem 80% spočit. Zdaj, to je po eni strani ok, če se dobro poznaš,
Če se pa ne dobro poznaš, pa dejansko si določi neko pauzo, pa me skozi magari isto, pa je to to. A pol imam hanging leg raise izvajam tako, da jih delam v 4 do 6 serijah po 8 do 10. Medvede izvajam tako, da grem naprej 8krat, nazaj 8krat, pa levo, desno, vse po 4krat. Pol imamo muscle upe, v bistvu grem od 2 do 3 ekscentrične ponovitve, pa 4 serije. Še vedno mi je, pri vseh naštetih vajah mi je poudarek na formi. Teda res gledam, včasih naprimer imam kao cilj 2 do 3 muscle upe, a ne v seriji, pa pol vidim pri tretji seriji, da mogoče drugi ni bil tako, je treba. Grem pač naslednjo serijo sam enega, imam čisto malo manj pauze, pa mogoče pol naredim še za zadnjo serijo 2. Pač to res gledam, da je forma taka, ko je treba, ker mi ni cilj, da sam da naredim, ampak je cilj, da naredim v taki formi, ko hočem. Pa imamo pa ramenski obroč pa je v bistvu mi, po moje, najtežja vaja od vseh tetih in delam na vsako stran 3 do 4 dotike v 4 serijah. Spet z nadzorom, nič ne grem full hiter levo pa desno, ko vidim, da sem utrujen. Če vidim, da sem utrujen, da bi mogel bolj hiter iti, pač spustim. Fajn trening za ego je zaradi tega, ker malo boli takrat, ko pač ne narediš tako si hotel, ampak dokler da vzamem to kot trening, se mi zdi, da mi kar paše. Pa še za sklece je pa v bistvu, tako sem prej rekel, ali delam 2 do 3 ponovitvi na grip oziroma na postavitev, se pravi naredim 2 ponovitvi, vse različne postavitve, pa delam 5 serij, oziroma 4 do 5 serij. Ok, to je pa zdaj v bistvu to. Upam, da nisem kaj pozabil reči pri reku, pa nasploh pri Ironstar. Če kdo hoče zdaj delati, mu resno priporočam, da pa si gre malo pogledati na stran, če mu kaj paše, ker res najbolj mi je všeč to, da si lahko vsak vzame nek osnovni model reka, stenda, karkoli, ali za net, ali za zun, ali za garažo, karkoli pač bo imel, in pol sam doda točno tisto, kar on rabi. Čist osnovni modeli so, ko pač vidiš, čist osnovni modeli so res za večino populacije, ko hoče trenirati, lahko dela tam, kar hoče. In pol si sam dodaš, rabim za štango nosilce, ok, dam gre nosilce. Rabim odzad za plate, za pač uteži, daš gre za uteži. Rabim dips bar, kar jaz tudi dobim, pa bom tudi naredil pol video. Dips bar je meni eden izmed najboljših dodatkov za to, zaradi tega, ker na tem, bolj ko ne lahko delam čisto vse, še posebej, ko imam elastike tudi, samo dipse je pa ni šans delati, razen če narediš muscle up čez, pa se pol spuščaš, kar je pa že pač bolj napredna vaja. Če bi si mogel izbrati en dodatek na rek, karkoli pač si boš vzel, si vzemi dips bar. To je pa v bistvu to. Hvala za ogled, to je bil zdaj prvi trening, upam, da vam bo všeč. Če ima kdo kakršnokoli vprašanje, glede na to, da čisto vse vaje, ko sem jih jaz delal, verjetno ne bo vsak delo istih, oziroma ne morete, oziroma ste ful premočni za tako vajo, napiš komentar ali pa napiš zasebno, pa bom si izmislil nekaj pač, da tvoji moči prilagodimo, oziroma tvoji formi. Kakršnokoli vprašanje pač imaš, vedno je dobrodošlo. To je pa to. Rad bi se zahvalil zdaj, ker se na začetku nisem vsem mojim Patreon podpornikom, ki skrbijo pač, da raste kanal, tako raste, pa da dobivam neke ideje za nove objave. V Patreon skupini itak so vedno zanimive debate. Teda ja, to je to. Želim vam vesele božične praznike, zdaj mislim, da bo to po božiču objavljeno, upam, da ste dobili fajn darila, upam, da je še kdo dobil za darilo kakšen rek od Ironstarja, pa srečno novo leto, če se slučajno ne vidimo prej. Ajde!